Živjo, danes sem z Mojco Košič, ne samo Montessori pedagoginjo, ampak še marsikaj. Ampak danes se bova ozrli najbolj na Montessori pedagogiko. Toda Mojca, si Montessori pedagoginja, kdaj in kako te je sploh zaneslo na to? To je bilo pa v bistvu res zelo zanimivo, no? Predvsem jaz sem drugače po izobrazbi magistrica politologije, ampak ko sem postala mama prvi hčerki, se mi je pravzaprav življenje kar precej spremenilo. Iskala sem namreč načine vzgoje, ki bi najbolj podprli mojo hčerko, a ne mojega otroka pri odraščanju. In sem potem naletela na pristop Montessori. Poleg tega seveda, da sem se tudi jaz v vlogi mame zelo lovila. Ko si enkrat, ko si prvič starš, razumeš, veš kako je to, a ne. Res sem se lovila, no. V glavnem, ko sem naletela na pristop Montessori, sem videla, da mi lahko v marsičem pomaga pri vlogi mame, pri vzgoji otroka in sem začela malce bolj raziskovati vse skupaj. Potem me je pa to toliko potegnilo, že samim študijem, ker sem se potem kasneje odločila za študij pedagogike Montessori, tukaj v Sloveniji, da sem nekako razmišljala tudi v smeri, da bi to počela, da bi tudi ostalim staršem v bistvu pomagala pri vzgoji iz tega vidika. Kako to zdaj? Ja, in to v bistvu zdaj delam, ne. Tako da sem pravzaprav pustila za sabo eno področje, kateremu sem posvetila 10 let v bistvu, ne, in sem začela praktično v bistvu na novo. Temu me vlekla. Otroci nas res spremenijo, ne? Tako spremenijo ta pogled, kaj je pomembno, kaj te vidike. To, kar zdaj raziskujem tudi to pedagogiko Amy Pickler, se mi zdi, da ugotavljam, kako lepo dopolnjuje ta pristop Montessorija. Tako v bistvu Montessoriju morda zmanjka, a ne, v bistvu lepo dopolni Pickler in obratno. Zakaj sploh sem začela razmišljati v tej smeri, zakaj to pravzaprav počnem, ker vidim, ker vsak dan, ko vodim te delavnice, vidim pri starših, pri otrocih, in vidim, izhajam v bistvu pravzaprav iz njih, in potem tudi jaz iščem odgovore, ker imam vprašanje na to, kar se dogaja. Tako sem prišla recimo do Pickler pedagogike in potem sem dopolnila določene stvari. Kako se je vse to začelo, to vključevanje? V bistvu ti si opazila, da ti to, da nekako družinskemu življenju to pripomore. Kako si pa potem začela še naprej to vključevati v poslovni vidik, bom tako rekla? Jaz sem najprej začela tako, da sem brala knjige. Prebrala sem obe knjigi Marije Montessori, ki sta prevedeni v slovenščino, Srkajoči in Skrivnost otroštva. Sta res dobri, zelo tako filozofijo Montessorija ti zelo lepo predstavita. Skrivnost otroštva je morda celo bolj praktično naravnana, kakor Srkajoči, ki je bolj tako filozofska. Ampak jaz sem želela vedeti bolj, kako zdaj to v praksi spraviti. In sem naletela na eno možnost, in sicer v enem izmed vrtcev v Ljubljani so imeli program za otroke in starše. In sem jaz takrat se s svojo starejšo hčerko opisala, tako da sem jaz v bistvu videla, kako pa ta prostor izgleda realno, v realnosti. Kako zdaj to izgleda, da otroci si sami izberejo, tista koncentracija, o kateri Marija Montessori v bistvu govorila, o tisti zbranosti, o tem, kako otrok rad sodeluje pri vsakdanjih opravilih in tako. In jaz sem res tam prvič potem doživela, kako izgleda v bistvu prostor, ko je vse na ravni otroka. Prostor, ki v bistvu spodbuja otrokovo samostojnost, ki odgovarja na njegove potrebe. In mene je v bistvu to precej očaralo, tako da sva s hčerko obiskovali ta program, podoben to, kar vodim zdaj jaz. Potem se je pa začelo s študijem in med študijem sem pravzaprav tudi odkrila, da me bolj vleče, ne da bi delala v vrtcu, ampak me bolj vleče, da bi nudila staršem v bistvu to podporo pri vzgoji otroka. In sem tudi med študijem upravljala v bistvu prakso, da sem vodila te programe, takrat sem še vodila v okviru vrtca, zdaj delam to na svoje. Imela sem pa tudi podporo svojega partnerja, moža, to je bilo v bistvu pa najbolj, da sem se res lahko posvetila gradnji tega svojega mini posla. Se pravi, si šla čez vse te vidike in teoretična izobrazba in v vrtcu si rekla, da si dala praktični del. V času študija že veliko praktičnega v bistvu dela. V bistvu nisem samo vodila te programe za otroke in starše, ampak sem v času študija, pa še tudi potem kasneje, sem tudi v vrtcu delala. Nisem bila sicer
zaposlena kot pedagoginja, ampak sem bila neka zunanja sodelavka, tako v tem smislu. Ne. To mi je v bistvu odgovarjalo, ker sem lahko tudi druge stvari počela zraven. Več vidikov sem v bistvu tudi spoznala. Tako da sem pa potem seveda tudi v naše vsakdanje življenje, to, kar si pravzaprav vprašala, da do tega prideva, sem pa začela potem tudi to vključevati. Ampak so pa seveda razlike, nekako pristop Montessori upeljati v neko ustanovo in pristop Montessori upeljati v bistvu v domače okolje. Zato me zanima, kakšne so te spremembe, ki si ti to upeljala dejansko doma? Kaj je tisto, recimo, da si najprej opazila ali pa najprej glavne značilnosti? Ja, meni je, na primer, pristop Montessori mi je dal eno tako veliko razumevanje otroka, kaj se pravzaprav v njem, v njegovi notranjosti dogaja. In to se mi zdi še najbolj pomembno vedeti v tem predšolskem obdobju, od 1 do 3 oziroma od 1 do 6 let, ker je to ključno obdobje, ker se potem gradi tudi tvoje odraslo življenje, kako boš ti potem odraščal. Temelji so, ne? Temelji, tukaj se, točno, hvala, ki si mi dodala, temelji se v bistvu pač tukaj postavljajo. Si me ti naučila, tako. Hvala. Tako da se v bistvu postavljajo temelji in je res ključno, da odgovorimo na te otrokove potrebe, na te njegove razvojne potrebe. In ko sem jaz pravzaprav ni razumela, kaj se njima dogaja, nam se je res začel odnos spreminjati. Veliko manj je bilo teh čustvenih izpadov, ker za to predšolsko obdobje je zelo značilno. Otroci se veliko razjezijo, veliko je enega joka, ampak če prideš otroku nasproti, da vidiš, kaj res potrebuje, je tega veliko manj. Pa ne gre zdaj za to, da je to neka permisivna vzgoja, to je še daleč od tega, ampak dejansko, da se ti približaš v bistvu otroku in odgovoriš na njegove potrebe. S tem ti nisi čisto nič prikrajšana, tako v tem smislu. In je bilo res veliko manj teh borb, ki sem jih jaz imela, predvsem z mojo starejšo hčerko. Pri prvem otroku je veliko tako, in jaz sem tudi njo označila, da je v bistvu zelo zahtevna, trmasta. Jaz ne maram osebno teh oznak, da otroka nekako tako označiš, ker vedno izhajamo iz sebe. Tako je. To je res. To je moja projekcija nje, ona ni bila tako. Ona je želela samo živeti sebe, na svoj način se pač razvijati, jaz se pa pač nisem razumela. In to je bila meni tista največja čarovnija, ki mi je dal recimo pač pristop. To razumevanje, to razumevanje. Tako. Na primer, ti si opazila, recimo. Tudi ti si opazila. Ja, recimo že samo, da otroka objamaš, ker on tako, bom rekla, nestrpen, čudi neko živčnost, bom tako rekla, mogoče spet pač, kako sem jaz to videla, da objamaš in se pomiri in gre vse lepo naprej, nobene trme. Ni veliko v bistvu pač potrebno. Tako res, kakšen presek. Ful. In tudi, če si ju tudi podprla v samostojnosti, ker vem, da si v bistvu ju, ker imajo ti mali otroci zelo veliko potrebo po samostojnosti, mi pa njih ne vidimo že da bi zmogli veliko stvari pač narediti, ampak so zmožni to, če jim pač damo priložnost. In če jim pa ne damo priložnosti, imamo pa stalno neke boje in borbe z njimi. In to je samo jedro Montessori pedagogike, recimo, sploh nisem povedala, oziroma nismo povedali, kaj je Montessori pedagogika, ampak ti tle seveda veš še več, ampak jaz kako to vidim je, da otrok čim več zmore sam. In je to res nekaj tazga fenomenalnega. Tako da vemo pač Montessori je začela, oziroma je začetnica Marija Montessori. Kako bi pa ti pač še tako povedala te glavne značilnosti Montessori vzgoje? Kaj to je za nekoga, ki prvič sliši Montessori? Kaj to je? Jaz nisem na kratko, se mi je res široko. To je v bistvu res najteže, povedati tako na kratko nekomu, kaj je Montessori, ampak če izpostavim pač par vidikov. Tako je to. Par vidikov, recimo gre za to, da v bistvu sledimo naravnemu razvoju otroka. In Marija Montessori je rekla, da otroci se razvijajo po nekih naravnih zakonih. Se pravi, tako, kakor je njihova narava, njihova notra energija v bistvu veleva, narekuje. To je v bistvu ta življenjska sila, ki jih žene k razvoju naprej otroke. Se pravi, z tega vidika otroci najbolje vejo, kako se razvijajo. Mi jih pa moramo tukaj podpreti. Se pravi, podpreti ali s tem, da
z našim odnosom, z našim pristopom in po drugi strani tudi s pripravo primernega okolja, ki bo odgovarjalo na te njihove potrebe. In ena potreba, ki sem se že prej dotaknila, je seveda tudi potreba po samostojnosti, ki jo imajo ti majhni otroci res veliko. Kakšno zadovoljstvo je, ko so morali neki sami narediti, da narežejo. Recimo jaz osebno sem gledala otrok, pa se ne bo rezal, lahko samo pravo okolje je spet tukaj, seveda pri pomoč, ki seveda pomaga, ampak to je noro, kažemo veselje, zadovoljstvo, to sem dosegal sam. No, to je to in to se mi zdi recimo ključno. Ne gre za to, da bo pa zdaj otrok delal vse sam in pa nam pač naredil, mislim tako, to je itak fajn, da zraste v tej samostojnosti, ampak to, kar si ti rekla, kakšen občutek v bistvu ima otrok, ko zmore narediti nekaj sam. Kakšno zaupanje dobi vase, v svoje sposobnosti, in tukaj samozavest in iz te izkušenj večkrat imaš v vsakodnevnem življenju, ta samozavest raste, razvija se ta neka zdrava samozavest in to samozaupanje bo ponesel potem v odraslo življenje. Temelji so trdi. Temelji so pač trdi.